O mladem glasbeniku, pisatelju, skratka kulturniku Andražu Babšku smo v naših oddajah že poročali. Pri svojih 15 letih je navdušil zgodovinskim romanom o generalu Rudolfu Maistru z naslovom Junak. Njegovo delo pa je zmagalo na razpisu, kjer sprva niso mogli verjeti, da je besedilo prišlo izpod rok mladega srednješolca. Tokrat je svojo knjigo predstavil v pogovornem večeru, ki ga je v Medvoški knjižnici vodil Aleš Arih. Andraž Babšek je pravi čudežni deček, ki se je pri svojih sedaj že dopolnjenih 16 letih lahko pohvali s polnim urnikom, ki ga zapolnjujejo številne dejavnosti. Roman o Rudolfu Maistru z naslovom Junak je napisal še kot učenec osnovne šole Preska in se prijavil na anonimni natečaj knjižne založbe Kulturni center Maribor. Presenečen je bil, ko je dobil obvestilo, da je postal zmagovalec. Še bolj presenečeni pa so bili v založbi, ko so izvedeli, da je roman delo najstnika. Prav gotovo je danes priložnost, da v njegovih Medvodah predstavimo domačinom ne samo njegov roman, ki je zmagal na posebnem natečaju v Mariboru, ampak tudi, da spoznamo Andraža. Andraža, človeka, ki zagotovo ima več talentov. Jaz sem ga večkrat vprašal na teh predstavitvah, ali se morda celo primerjal že z generalom Maistrom, kajti za njega trdimo, da je definitivno imel vrsto talentov in seveda direktno ne odgovori, res pa je, da veliko tega ima, kajti on je glasbenik, je pesnik, je pisatelj, je športnik. To je neverjetno, da tako mlad fant lahko v sebi združi tako energijo, znanje, predvsem pa mislim, da izžareva to svoje domoljubje, torej odnos do Slovenije, do domovine, do jezika in do vseh, ki imajo res našo Slovenijo radi. Kakšni so odzivi? Kako se ljudje odzivajo, ko preberejo vaše delo? Ja, jaz bom tako rekel, ljudje se vedno ponavadi odzovejo zelo pozitivno, pol pa kaj kdo za to naredi, je drugo. In jaz sem pri sebi rekel, jaz sem naredil vse, kar je možno. Gospod Arih, mislim, da je podobnega mišljenja bil in sva nekaj dejansko naredila iz tega. Tudi to domoljubje, ki ga poudarjava, sva nekaj dejansko iz tega naredila in verjamem, da bomo vsi do tega prišli. Andraž sicer obiskuje konzervatorij za glasbo in balet. Njegova ljubezen je kultura nasploh. Vse umetnosti so mu zelo všeč, tako literatura kot glasba in njuno povezovanje. Kakšni so pa mogoče načrti za naprej? Se že kaj piše, oblikuje, ustvarja? Naslednja zadeva, knjiga, bo verjetno o slovenski osamosvojitvi. To se že torej tudi s temi, ki so pa še med nami, pogovarjamo in jaz tudi sem bil pri nekaterih na obisku in sem se tudi z njimi o tem pogovarjal. Verjetno, torej bo res o slovenski osamosvojitvi, ne moramo pa nič reči. Poleg predstavitve romana je obiskovalce presenetil z branjem avtorske poezije, nastopil pa je tudi mešani pevski zbor Jako Paljaš, ki deluje pod taktirko Andraža Babška. On je resnično vzgled, ki mladim prav gotovo pomeni nek izziv, da ni vse tako črno, da ni vse neke brez veze, kot pravijo, ampak da je lahko tudi mlad človek, torej se bori za neke vrednote, ki ga potem v življenju krasijo, in to je res ena taka moralna šola za mlade. Načrtov za prihodnost ambicioznemu najstniku zagotovo ne manjka in prav gotovo bomo o njegovih dosežkih in ustvarjalnih trenutkih še poročali.